Takrat, ko te v službi, doma ali pa kar na splošno življenje malo preveč stisne, se ti to lahko hitro pokaže tudi v spalnici. To je stres. A si vedel, da stres ne vpliva samo na tvoje počutje, ampak tudi na tvoj libido? In ja, lahko ti dobesedno ugasne željo po seksu ravno takrat, ko jo najbolj rabiš. Živjo, Lara tukaj. Danes bom govorila o tem, kako stres vpliva na libido pri moških in pri ženskah in zakaj ga včasih tudi popolnoma ugasne. Pa si dajmo najprej pogledati malo snov. Takrat, ko si pod stresom, tvoje telo v bistvu sprošča kortizol. To je hormon, ki ga pogosto imenujemo tudi hormon stresa in njegova naloga je, da ti v bistvu pomaga v situacijah, kjer tvoje telo misli, da mora preživeti. To pomeni, da ti v bistvu da hitro energijo, ti zviša srčen utrip, pospeši dihanje in usmer kri v mišice. In to je super, če recimo bežiš pred nevarnostjo ali pa če rabiš na hitro rešiti neko težavo. Kortizol je super, če recimo bežiš pred levom, ker takrat ti pravzaprav pomaga, ampak v spalnici, no tam je pa tvoj največji sovražnik. Na splošno nastane problem takrat, ko je stres dolgoročen. Ko je kortizol povišan dalj časa, začne dobesedno rušiti ravnovesje v tvojem telesu. Ovira tvoj spanec, povzroča ti utrujenost, slabi ti imunski sistem, vpliva na hormonsko ravnovesje in pa tudi zmanjša proizvodnjo hormonov, ki so povezani z spolno željo. Naš libido je zelo občutljiv na hormonske spremembe in kortizol je eno od tistih hormonov, ki najhitreje ugasne našo željo. Zakaj? Zato, ker telo v stresu misli, da je preživetje zdaj prioriteta, ne pa neko razmaževanje ali pa užitek. Čist preprost, tvoj organizem ne razlikuje med rokom v službi in levom, ki te lovi in v obeh primerih reče, seks naj počaka. Tvoj libido je ena izmed prvih stvari, ki gre na pauzo in to ni zato, ker bi bilo s tabo karkoli narobe, ampak je zato, ker tvoje telo samo ščiti energijo za tisto, kar vidi kot bolj nujno. Pa to ni zato, ker bi bilo s tabo kaj narobe, ampak zato, ker tvoje telo samo ščiti energijo za tisto, kar vidi kot bolj nujno. Dajmo si zdaj pogledati še, kako stres deluje na ženske in na moške. Pri ženskah stres deluje zelo kompleksno. Telo se zelo zanaša na hormonsko ravnovesje med estrogenom, progesteronom in testosteronom. Ja, tudi ženske imamo testosteron in ful je pomemben za željo po seksu. Takrat, ko je kortizola preveč, začne dobesedno motiti hormonsko ravnovesje. Estrogen lahko pade, kar v bistvu povzroči manjšo željo, pa tudi slabše vlaženje. Progesteron se poruši, kar vpliva na razpoloženje in občutek tesnobe. Zmanjšana raven testosterona pa pomeni tudi manj spolne želje. Fizično pa to pomeni, da pride do slabše prekrvavitve medeničnega predela. Zaradi te slabše prekrvavitve so pa potem tudi občutki manj intenzivni, vzburjenje je počasnejše in pogosto se pojavi tudi suhost v nožnici. To pa lahko potem tudi vodi v boleč spolni odnos. Psihološko pa stres pri ženskah dostikrat povzroča občutek preobremenjenosti. Zato, ker v glavi teče neprekinjen to-do list, kar v bistvu otežuje sprostitev in vemo, da je pri ženskah lih sproščenost ključnega pomena za vzburjenje. Zato, ker brez nje težko pride do užitka. Kako je pa pri moških? Pri moških stres prav tako udari direktno na hormone, ampak tukaj igra glavno vlogo testosteron. Kaj se v bistvu zgodi? Takrat, ko kortizol naraste, se zmanjša nastajanje testosterona in manj testosterona pomeni seveda tudi manj želje po seksu. Poleg tega pa tudi manj spontanih erekcij in včasih tudi slabšo kakovost sperme. Dolgotrajen stres vpliva tudi na živčni sistem in krvni obtok, kar lahko tudi vodi do erektilnih težav. Moški pogosto opazijo, da ko so pod stresom, so bolj utrujeni, razdražljivi in imajo tudi manj energije. Namesto tega, da bi jih seks sprostil, se slabo počutijo, ker nimajo volje niti začeti. Poleg tega pa stres tudi povzroča občutek pritiska in takrat, ko je v spalnici prisoten pritisk, ker naprimer, a bom sploh zdržal, a bom sploh zadovoljil partnerko, lahko to še dodatno poslabša erekcijo. No, torej, če povzamemo, stres tvoje telo spravi v stanje boj ali beg. Takrat gre energija v mišice, srce in možgane in to je tudi razlog, zakaj se lahko oba spola soočata s popolnim izpadom želje. In veste kaj, to je čisto normalno. Če pa stres traja dalj časa, pa to pol ni več samo danes nimam volje. Lahko pride tudi do kronične utrujenosti, večjih hormonskih neravnovesij, celo recimo tudi depresije in anksioznosti in pa dolgoročnih težav v partnerskem odnosu.
Dobre novice pa so, da obstajajo načini, kako omiliti stres in s tem tudi povrniti svojo željo po seksu. Pazi, zato ker nekateri od teh korakov so res tako enostavni, da te bo presenetil, kako hitro lahko začutiš razliko. No, naj ti dam nekaj konkretnih primerov. Poskrb za dovolj gibanja. Šport ni pomemben sam za telo, ampak tudi za tvoj Že 20 do 30 minut hoje, plesa, teka ali pa vadbe sprošča endorfine, to so hormoni sreče, ki uravnotežijo kortizol. Redno gibanje zboljša tudi prekrvavitev, kar je v bistvu ključno za vzburjenje, tako pri moških, kakor pri ženskah. Ne rabiš nujno 2 uri v fitnessu, že recimo 10-minutni sprehod lahko tvoj libido zbudi bolj kakor kava. Imej uravnoteženo prehrano. Preveč sladkorja, alkohola in kofeina še dodatno dviguje kortizol. Hrana bogata recimo z omega-3 maščobami, cinkom in B-vitamini pa podpira spolne hormone in živčni sistem. Že manjša sprememba v prehrani lahko izboljša tvoje počutje in posledično tudi tvoj libido. Če bi libido pisal s shopping listo, bi bil gor definitivno losoš, špinača, borovnice in sama zdrava hrana. Poskrb za to, da imaš dovolj spanja. Zato, ker brez spanca tvoje telo ne more proizvajati dovolj spolnih hormonov. Pri ženskah to pomeni še večjo hormonsko zmedo, pri moških pa nižji testosteron. Zaradi tega je dobra spalna higiena, se pravi, da redno odhajaš v posteljo, da si brez telefonov pred spanjem in da imaš mirno spalnico, ključ do zdravega libida. Takrat, ko si nenaspan, tudi tvoj libido reče: oprosti, danes raj ne bom seksal. Pomaga ti lahko tudi iskren pogovor s partnerjem, zato ker se seks pogosto spremeni v pritisk, če o svojih težavah ne govorita. Že sam to, da partnerju poveš: ej, pod stresom sem, ni tvoja krivda. Rabim malo razumevanja, to lahko odstrani velik del pritiska. Zato, ker tišina v spalnici res ni seksi, iskren pogovor pa je lahko že sam po sebi afrodizijak. Še ena stvar, ki jo lahko preizkusiš, so pa tudi kakšne mikrosprostitve. Ni treba, da si zdaj nujno vzameš recimo 3 dni dopusta, dosti so že kakšni majhni rituali, kakor so recimo topla kopel, poslušanje najljubše glasbe, branje knjig, sprehod v naravi in pa tudi, ne boste verjeli, samozadovoljevanje. Zato, ker se med orgazmom sprošča oksitocin in endorfini, ki znižajo raven kortizola. Torej, v bistvu deluje kot ena naravna antistres terapija. In veš, kaj je najboljš? Za razliko od naprimer kakšnih tablet, je ta še popolnoma brez stranskih učinkov, edino mogoče razen tega, da si boš želel še več. Ključ je torej v tem, da stresa ne izničiš čez noč, ampak ga obvladuješ s kombinacijo majhnih korakov. Libido se potem običajno vrne samo od sebe, ko se telo umiri in ko imaš občutek, da je življenje spet pod nadzorom. Torej, ja, stres je res lahko tvoj največji ubijalec libida, ampak dobra novica je, da ga lahko obvladaš. To ni znak, da je s tabo nekaj narobe, ampak je samo odziv tvojega telesa, ki poskuša preživeti v napornem obdobju. In ko razumeš, kaj se dogaja v tvojem telesu in takrat, ko si lahko vzameš čas zase, lahko postopoma znova vzpostaviš ravnovesje in včasih je zato dovolj že najmanjši korak. Največja laž, ki ti jo da stres, je, da nikoli več ne boš imel želje, v resnici pa se libido vedno vrne. Tvoj libido se ne bo izgubil zavedno, sam počakal bo, da mu ustvariš prave pogoje. In ko se tvoje telo in umirita, se naravno vrne, tako pri ženskah kot tudi pri moških. To je bil moj video o tem, kako stres vpliva na libido, zato ker je stres res nekaj, s čim se srečujemo vsi in čisto normalno je, da vpliva tudi na našo spolno željo. Napiši komentar, na kakšen način pa ti premaguješ stres. Če ti je bil ta video všeč, mu daj en like, narodi se na naš kanal in pa ne pozabi si vklopiti obvestil, da ne zamudiš naslednjega videa. Pa ne pozabi, najdeš nas tudi na Instagramu, Facebooku, TikToku in Threadsih, ker tam je vedno več užitka kot stresa. Hvala vsem, ki ste si pogledali ta video in se vidimo naslednjič. Čau!